parlamentarna preiskovalna komisija, ki ugotavlja nepravilnosti v slovenskem bančnem sistemu, ki so privedle do tako imenovane bančne luknje, ki je dejansko velika katastrofa za davkoplačevalce Republike Slovenije, je hendikepirana zaradi tega, ker preprosto ne dobi želenih podatkov, na osnovi katerih bi lahko našla imena in priimke odgovornih nosilcev javnih funkcij, ki so pravzaprav krivi ali so krivi za to, kar se je v slovenskem bančnem sistemu zgodilo. Mi smo opisali Banki Slovenije, vsem bankam v državni lasti, vsi so nas zavrnili, kar zadeva dostave podatkov, prav tako, kar je pa poseben hendikep za komisijo, pa nas je zavrnilo tudi višje sodišče. Na drugi strani je naše poslanstvo te preiskovalne komisije to, da bi želeli slovenskemu bančnemu sistemu povrniti zaupanje, predvsem pa realizirati to, kar davkoplačevalci od nas zahtevajo. Zahtevajo pa, vzemite tistim, ki so vzeli nam. Danes, oziroma do danes smo upravili že veliko zaslišanj viceguvernerjev Banke Slovenije, predsednikov nadzornih svetov bank, zdaj tečejo zaslišanja predsednikov uprav bank v državni lasti, vendar še vedno nismo prišli do imen in priimkov odgovornih ljudi. Seveda je bančna tajnost nek vrhovni postulat, ki mora v bančnem sistemu veljati. Preiskovalna komisija ne želi videti podatkov o depozitih pravnih in fizičnih oseb. To nas ne zanima. Zanimajo nas pa, ali so bili, in to definitivno so bili, odmiki od pravilnikov ali, če hočete, tehnoloških postopkov, ki definirajo postopek za dodeljevanje kredita. In ti odmiki so dejansko rezultirali to, da imamo danes, oziroma da smo imeli tako strahotno veliko bančno luknjo. Koliko vem, vlada na tem področju ne dela nič. Edino upanje, kar je izjava predsednice vlade, ki je povedala, da če bo potrebno v iskanju odgovornih, bomo spremenili tudi zakon o bančništvu. Problem je v tem, da dejansko se od 12. decembra 2013 do danes ni zgodilo prav nič na področju preiskovanja in iskanja krivcev za bančno luknjo, in zato odtod tudi moja trditev, da obstaja velika verjetnost, da že nastaja nova bančna luknja. In tu je velik problem in mislim, da bi tu morala vlada odločno ukrepati. Vlada je zdaj dejansko 100% lastnica, oziroma Republika Slovenija je 100% lastnica NLB, Nove KBM in Abanke, in kot lastnica bi se morala tudi odgovorno obnašati. Ko smo v lanskem letu v Državnem zboru ratificirali pristopno pogodbo Hrvaške k Evropski uniji, sem jaz v mojem nagovoru v imenu poslanske skupine Nove Slovenije povedal, da se veselimo, da bo s 1. junijem Slovenija dobila novo evropsko sosedo in da seveda tudi pričakujemo, glede na to, da je Državni zbor Hrvaški izkazal zaupanje za ratifikacijo pristopne pogodbe, da Hrvaška ne bo tega zaupanja izigrala. Na podlagi dolgoletnih izkušenj s Hrvaško in na podlagi sodbe Zagrebškega sodišča proti Ljubljanski banki, danes ugotavljamo, da je dejansko to zaupanje Hrvaška izigrala. Treba je razumeti, da hrvaške banke niso originalne tožnice, ampak so tožnice šele po pooblastilu hrvaške vlade. Torej je zadaj vlada. Ta ista vlada, ki je podpisala lansko leto memorandum v Mokricah, in očitno se hrvaška vlada ne drži starega načela, ki velja v vseh pravnih sistemih, to je pacta sunt servanda. To pomeni, pogodbe je treba izvrševati. In memorandum je mednarodna pogodba in treba ga je izvrševati. Hrvaška ga očitno ne izvršuje. Ampak te sodbe hrvaškega oziroma Zagrebškega sodišča so pravzaprav za Slovenijo brezpredmetne.
Poslanska skupina Nove Slovenije – krščanski demokrati je vložila novelo zakona o davku na nepremičnine. Gre za to, da spreminjamo 8. člen veljavnega zakona. Ta člen govori o oprostitvah. In gre za to, da želimo, da bi gasilske organizacije, ki imajo seveda v lasti nepremičnine, bile oproščene davka na nepremičnine. Gre torej za oprostitev davka na gasilske domove, na nepremičnine, ki pomenijo recimo vadbišča za gasilske enote in tako naprej. Namreč moram reči, da je vlada, ko je v fazi osnutka zakona o davku na nepremičnine močno zavajala gasilske organizacije in trdila, da davka na gasilske objekte, gasilske domove ne bo. Nikjer v obstoječem, torej sprejetem zakonu dejansko ni oprostitve davka na gasilske domove. Zato se je Poslanska skupina Nove Slovenije odločila, da to novelo vloži v obravnavo Državnemu zboru. Upam, da bo tudi na strani koalicije toliko zdrave pameti, da bo tudi koalicija podprla to novelo zakona o davku na nepremičnine. Treba je povedati, da v Sloveniji imamo okrog 151.000 prostovoljnih gasilcev, da imamo čez 1300 prostovoljnih gasilskih društev in da imamo čez 2000 gasilskih objektov, gasilskih domov. In gasilstvo je pravzaprav sestavni del slovenske kulture. Danes, ko želimo nekako še intenzivirati solidarnost v Sloveniji, pomoč bližnjemu v Sloveniji, je toliko bolj pomembno poslanstvo gasilskih organizacij. In brutalno je, če vlada želi obdavčiti tudi gasilske objekte. Jaz močno pozdravljam odločitev vodstva Nove Slovenije, da izvajamo obiske na terenu. Nenazadnje smo stranka blizu ljudem in to ni zgolj fraza, to je dejansko naša politična praksa. Ta obisk, ki ga omenjate, je bil že 17. po vrsti, če se ne motim. In iz teh obiskov jaz vedno pridem izjemno dobre volje. Kljub temu, da na terenu slišimo za mnogo problemov in jih potem mi seveda tudi kot poslanci na pravilen, primeren način tudi poskušamo reševati. Ampak zakaj sem tako navdušen na temi obiski? Predvsem zato, ker najdemo na terenu odlične gospodarstvenike, odlične podjetnike, mikropodjetnike, odlične tudi seveda kmetijske proizvajalce. In to je neko bogatstvo, ki ga Slovenija ima. Mi poslušamo tudi od podjetnikov, da imajo nove produkte, da imajo nove trge. Vendar bi za realizacijo teh novih poslovnih idej in novih poslovnih načrtov potrebovali seveda kakšno finančno injekcijo, torej kredit. Tu pa je že problem. Enostavno mali podjetnik zelo težko pride do kredita pri katerikoli od slovenskih bank. Seveda so tudi druga okolja, recimo problemi pri preveč zbirokratiziranih postopkih. Tudi to moramo odpraviti. Se pravi, politika mora ustvariti ugodno okolje za razvoj podjetništva, ker jaz trdim, da bodo podjetniki oziroma podjetja bodo tista, ki bodo Slovenijo potegnila iz gospodarske in finančne krize. Ne politika in politiki. Politika pa mora ustvariti dobro poslovno okolje. In v tem kontekstu seveda tudi pričakujem, da bo ta koalicija, ki zdaj že veliko in dolgo časa snuje novi koalicijski sporazum, da bo resnično, ne samo na papirju, gospodarstvu dala boljše poslovne pogoje. Nova Slovenija, krščanski demokrati smo močno usmerjeni v Evropo, tako da smo se za volitve v Evropski parlament, ki bodo letos 25. maja začeli pripravljati že v začetku lanske jeseni. Zadovoljen sem z pripravami na volitve v Evropski parlament, verjamem, da bomo imeli odlične kandidate,
in naša ambicija je, da ponovimo rezultat iz leta 2004, to pomeni 2 mesti oziroma vsaj 2 mesti v Evropskem parlamentu. Hvala za vaše povabilo in lep pozdrav vsem članicam in članom Nove Slovenije, krščanskih demokratov, vsem simpatizerjem in seveda vsem, ki dobrohotno spremljate naše delo.